Gospod Strgar, res iskrena hvala, da nas takole zbirate na zborih kristjanov in ljudi dobre volje. Zakaj se tudi meni to zdi zelo pomembno? Danes je bilo že rečeno, da problemov je polno. Vendar pa ravno na tovrstnih zborih, ob tako eminentnih predavateljih, se lahko utrjujemo v argumentih. V argumentih, s katerimi potem nastopamo v družbi, v argumentih, s katerimi nastopamo v politiki. V argumentih, s katerimi vstopamo v dialog. Več reči je pomembnih za kakovosten dialog. Po eni strani lahko rečemo samozavest sogovornikov, po drugi strani pa predvsem spoštovanje sogovornika, priznavanje sodelujočih v sogovorniku. Ker če tega ni, dialog ni koristen, čemur smo priča danes na splošno. Kaj še lahko opažamo? Da tranzicijski kapital usmerja svojo moč predvsem v javno podobo, namesto da bi se osredotočal na iskanje priložnosti in pa na spodbude. In seveda tudi na letošnjih volitvah, pred volitvami v tem času namreč smo, uspešno spreminja svoj obraz in se na tokratnih volitvah bo izkazal ali se kaže z listami brez nekega vrednostnega sistema. In zato so tovrstni zbori potrebni. Ker videz je nekaj, resničnost je pa potem nekaj drugega. Koliko je danes navideznih stvari, ki jim nekako sploh ne moremo priti do konca. In zato smo v času, kjer je potrebna jasnost. Zdaj mi pa dovolite, da se spustim še nekoliko na svojo osebno raven. Sama sem vesela, da je naša stranka Nova Slovenija tista, ki izhaja iz jasnih temeljev in da tudi pove, z kakšnih temeljev izhaja. Iz trdnih, preizkušenih, krščanskih temeljev. Kristjani smo res poklicani, da prinašamo tudi veselje, upanje, torej moramo družbi tudi v težkih časih, o katerih je bilo danes govora in kakršnih živimo, nuditi rešitve in to družbo voditi naprej, v dobro Slovencev. Torej, odgovorni smo družbi ne le 4. decembra, ampak prav vsak dan. Danes, jutri in tudi naprej. Zato bodimo dejavni kristjani, vsak na svojem področju in vsak na svojem mestu v družbi. Bodimo to z veseljem in srčnostjo in poklonej vam za vaš trud, za vaše delo v družbi, tudi za zaupanje, ki ga politiki tudi potrebujemo in za vašo spodbudo in Bog vas živi.